Berilo iz pisma apostola Pavla Titu. Preljubi, govori, kar je primerno zdravemu nauku. Stari možje naj bodo trezni, častitljivi, preudarni, zdravi v veri, ljubezni in potrpežljivosti. Stare žene naj bodo prav tako v vedenju svetospodobne, neobrekljive, tudi neobilnemu vinu vdane, naj dobro uče, da bodo mlade žene razumno navajale ljubiti svoje može, ljubiti otroke, biti pametne, čiste, za dom skrbne, dobre, svojim možem pokorne, da se Božja beseda ne bo sramotila. Prav tako opominjaj mlajše moške, naj bodo zmerni v vsem in sam se kaži kot vzor dobrih del, v poučevanju ohrani nepopačenost, častitljivost, zdravo, neoporečno besedo, da bo nasprotnik osramočen, ker ne bo imel o nas nič hudega govoriti. Zakaj razodela se je Božja milost, ki prinaša odrešenje vsem ljudem. Uči nas, da se odpovejmo brezbožnosti in posvetnim željam in na tem svetu trezno in pravično in pobožno živimo, ko pričakujemo blaženo upanje in veličastni prihod velikega Boga in našega odrešenika Jezusa Kristusa. Sam sebe je dal za nas, da bi nas rešil vse krivice in zase očistil kot izvoljeno ljudstvo, vneto za dobra dela. Božja beseda. Bogu hvala. Rešitev za pravične pride od Gospoda. Rešitev za pravične pride od Gospoda. Upaj v Gospoda in delaj dobro, pa boš prebival v deželi in užival varnost. Imej veselje v Gospodu in dal ti bo, česar si želi tvoje srce. Rešitev za pravične pride od Gospoda. Gospod skrbi za življenje poštenih in njih dediščina ostane na veke. Gospod utrjuje korake pravičnemu in njegova pot mu je všeč. Rešitev za pravične pride od Gospoda. Ogibaj se hudega in delaj dobro, pa boš ostal na veke. Pravični bodo deželo posedli in na veke v njej prebivali. Rešitev za pravične pride od Gospoda. Aleluja, aleluja, aleluja. Svetite, kakor luči na svetu, držeč se besede življenja. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospod z vami iz svetega Evangelija po Luku. Tisti čas je Jezus govoril: kdo izmed vas, ki ima hlapca pri oranju ali na paši, mu bo rekel, ko se vrne s polja: pridi brž in sedi k mizi? Ali mu ne bo marveč rekel: pripravi mi večerjo, prepaši se in mi strezi, dokler se ne najem in napijem, potlej boš ti jedel in pil. Se mar zahvaljuje hlapcu, da je storil, kar je zapovedano? Tako tudi vi. Ko storite vse, kar vam je bilo zapovedano, recite: ubogi hlapci smo, storili smo, kar smo bili dolžni storiti. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Ena misel v današnji Božji besedi. Jezus z današnjim evangelskim odlomkom končuje svoje druženje pri mizi s farizeji, kjer
uči in poučuje, predno se odpravi v Jeruzalem. Današnji evangeljski odlomek nam prinaša še na nek način zadnje navodilo, ki je navodilo učencem, naj ravnajo zastonjsko, naj bo zastonjskost, ki izhaja iz ljubezni, tisto vodilo, tista motivacija, ki na nek način stoji za vsem njihovim ravnanjem, za vsem njihovim početjem. Jezus pove priliko o hlapcu in gospodarju. Morda bi bilo bolj točno in bliže grškemu izvirniku, če bi namesto hlapca ali pa služabnika v resnici govorili o sužnju. Suženj je namreč nekdo, ki ne pripada samemu sebi, ampak pripada svojemu gospodarju. In na nek način nas Bog vabi, da smo njegovi služabniki, v smislu tega, da se zavedamo, da ne pripadamo več sebi, ampak da pripadamo njemu, ki nas ljubi. On nas je izbral, on nas je poklical, on nas je povabil, da smo njegovi, da ne iščemo več tega, kar so naši ozko sebični interesi in želje, ampak da smo njegovi, da gledamo na njega, ki nam daje vse, ki nam daje samega sebe in njega posnemamo, ker njemu pripadamo. Jezus pravi, da suženj ni tisti, ki mu streže, ampak je tisti, ki streže. Gospodar v današnji priliki je tisti, ki mu strežejo in predstavlja to, kar si mi ljudje ponavadi predstavljamo pod svobodo. Svoboden je za nas nekdo, ki mu drugi strežejo, ki mu ni treba streči, ampak ki mu drugi strežejo. Jezus pa nas vabi, da vstopimo v Božjo logiko in v Božje razumevanje svobode, ki pa je v tem, da se mi iz ljubezni zastonjsko postavimo v vlogo služabnika, postavimo v vlogo sužnja. Jezus tudi pravi tako, ko smo naredili vse, kar nam je bilo zapovedano, naj rečemo, ubogi, preprosti hlapci smo. Storili smo to, kar smo bili dolžni storiti. Gre za to, da niti mi, niti naše delo, niti sadovi našega dela ne pripadajo nam sami, ampak so Božji. Ker je Bog tisti, ki nas pošilja, Bog je tisti, ki nas vzdržuje, ki nas ohranja in nas vabi k tej svobodi, k tej odpovedi samemu sebi, temu, da ne bi znali, da ne bi več služili sebi, svojim interesom, svoji volji, svojim željam, ampak da bi v resnici v izkustvu tega, da nam Bog kot naš Oče vedno znova daje vse, kar potrebujemo. Poskrbi za nas tudi, kadar ga ne prosimo, kadar ga pozabimo prositi, ali pa kadar ga prosimo za napačne stvari. Bog vedno poskrbi, da bi mi v tem lahko našli svojo svobodo, da bi mi v tem lahko našli svoje veselje in da bi iz te svobode in iz tega veselja lahko služili našim bližnjim, vsem, ki so v potrebi, vsem, ki, kot pravi apostol Pavel, tudi morda tistim, ki na nas ne gledajo naklonjeno, da bi lahko prepoznali, oziroma tako, da bi lahko bili zgled, da bi bilo naše življenje lahko tako zgledno, da, kot pravi Pavel, da bo nasprotnik osramočen, ker ne bo imel o nas nič hudega govoriti. Da bi se znali torej, kot pravi Pavel, odpovedati brezbožnosti, posvetnim željam, na tem svetu trezno, pravično, pobožno živeti in imeti svoje oči oprte v Jezusa, v pričakovanje njegovega prihoda, pričakovanje prihoda njega, ki je dal sebe za nas, da bi nas rešil vse krivice in zase očistil kot izvoljeno ljudstvo, vneto za dobra dela.